Dobrodošli in lepo pozdravljeni v 39. epizodi AS podcasta. V tokratni epizodi s Tinetom Zupanom gostiva legendarna slovenska centralna branilca, ki sta svojima generacijama pustila neizbrisen pečat v slovenskem nogometu. Marinko Galič, Marko Šuler, dobrodošla. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Tine, dober dan, pozdravljeni tebi. Začnimo. Pravkar so se končale kvalifikacije naše zbrane vrste za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Naša reprezentanca je razočarala, smo pričakovali več. Kakšne zaključke lahko vlečemo po koncu teh novembrskih kvalifikacij, Marinko? Pa no, mislim, rekel bi tako, da najlažje je mogoče zdaj biti v situaciji pa kritizirati, pa pljuvati in po Matjažu Keku in po igralcih. Vseeno mislim, da je boljše, da smo nekako bolj prijazni glede tega. Nenazadnje, izredno težko se je uvrstiti na dva zaporedna velika tekmovanja. Nam je sicer to srečkom Katancem uspelo, ampak to je pač, to se mogoče lahko zgodi enkrat, pa nikoli več. Tako da Matjažu vseeno moramo, bi rekel, se dati kapo doli, vseeno je uspel to, bi rekel, dvakrat uvrstitev na svetovno pa na evropsko prvenstvo. Tako da kvalifikacije so bile slabe, definitivno, glede na to, da so isti igralci, ko so bili na evropskem prvenstvu, seveda ni nekih velikih sprememb. Mogoče ne boli toliko sam rezultat, koliko bi rekel igra. Se pravi, enostavno nismo imeli igre, totalno neprepoznavna igra, ne vemo, ali je to bilo pragmatičnost, ali je bilo napadalna igra ziher ni bila. Zelo malo tekem je bilo, da lahko rečemo, da je bilo gledljiva tekma. Tako da, rekel bi tako, da dajmo vsi nosijo neke svoje, bi rekel, del krivde pri teh slabih rezultatih teh kvalifikacij, tako da verjamem, upam seveda, da se bodo stvari bistveno spremenile, da bo mogoče tudi nekateri novi igralci prišli, nenazadnje najbolj pozitivna zadeva, če lahko eno zadevo pozitivno najdemo v celi tej zgodbi, je, da smo dobili enega Timija Horvata. Tako da pa tega vratarja, ki včeraj Vekić, mislim, da ne, če sem prav rekel, ne je branil fenomenalno, tako da, gledajte, vsaj nekaj, tudi v slabem dajmo najti nekaj pozitivnega. Ampak, Marko, a je že čas za to menjavo generacij? Vi ste od takrat 2010 bili na nek način primorani, bili počasi narediti, ker so igralci prihajali že v takšna leta, da so se počasi približevali temu izteku kariere. Ampak ta reprezentanca je trenutno nekako v najboljših letih. To so fantje od 23 do 28 let, Šporar 30, generacija, ki bi definitivno še najmanj kvalifikacije, verjetno celo dve, morali odigrati skupaj na zelo visokem nivoju. Ne, jaz mislim, da remont oziroma o neki menjavi generaciji je meni v tem trenutku nesmiselno govoriti. Škoda. Je kvalitete, jaz se sigurno s tem strinjam, je materijala za delati, je pa treba biti dovolj kritičen oziroma realen, kaj je šlo narobe, ker se mi zdi, da smo zaključili ene kvalifikacije z ogromno enimi vprašanji. Enimi vprašanji, kar ponavadi ni dobro. Tudi ko imaš uspeh ali pa neuspeh, ponavadi imaš več odgovorov kot vprašanj. Tokrat imamo malo več vprašanj in to je tisto, s čim se moramo ukvarjati. Zakaj te nihanja, zakaj nekaj iskanje nekega. Saj jaz imel tako občutek, da se skozi cele kvalifikacije smo se nekako iskali. Kateri sistem, kak način, saj jaz sem bil navajen, da je Slovenija delovala malo drugače. V našem času smo imeli zelo jasno postavljeno, kako se bomo lotili. Zelo malo je bilo sprememb od sistema do tega. Enostavno smo rekli, to smo mi, to lahko in to smo šli naprej. Tako da jaz zdaj tu nekega revolucije ne bi delal. Je treba biti kritičen, sigurno. Kvalifikacije so bile neuspešne, to je dejstvo in od tega ne rabimo bežati. Je pa treba biti toliko samokritičen pa reči, zakaj ta nihanja. S tem reprezentanci se po moje ne smemo več, pa ne samo reprezentanci, v nogometu danes se v prestopu ne smemo več pogovarjati. Za mene je to absurd. Naboj, ne naboj, tega jaz drugje ne vidim in pri nas še vedno o tem govorimo, to je nekaj, kar jaz ne bi več govoril. Je pa treba
najti neko nit, dodati mogoče narediti analizo, dodati nekaj fantov, ker materijala je in tako kot ko nismo bili svetovni prvaki, ko smo šli lani na veliko tekmovanje, tako tudi zdaj nismo naleč najslabši, to je dejstvo. Je pa treba biti kritičen, pa najti neko nit oziroma se ljudje, ki so tam odgovorni, sest, si povedati čisto, ker vemo, reprezentanca je tisti ponos, tisto, kar krasi in imamo pa apetite velike, seveda, po takem tekmovanju, ko je bilo lani, je tako, kot je rekel Marinko, naslednjo obdobje je izredno težko. In Tine, velikokrat sva se že pogovarjala, da ta reprezentanca za uspeh oziroma naša reprezentanca za uspeh na velike uvrstitev na veliko tekmovanje potrebuje kar nekaj komponent. Ne. En je definitivno žreb ugodne skupine, potem igranje, hrbtenice teh naših reprezentantov, pomembne vloge čim večjega števila igralcev, kot tretje, da imamo enega izrazitega strelca, vedno ob naših uspehih smo imeli izrazitega strelca in potem še ta nek magični moment, da se nam zgodi nekaj, kar nam gre na roko. V teh praktično nismo imeli nobene od teh naštetih komponent. Ja, jaz bi rekel tako, da mogoče mi v tem trenutku ta kvalifikacijski neuspeh mogoče malo preveč primerjamo z Eurom, ker mi smo imeli v mestu Ligo narodov, ki je bila vseeno uspešna, ne. Tako da izhajamo v bistvu iz dveh nekih ciklusov, ki sta bila relativno uspešna. Tudi rekel bi celo, strinjal bi se z Marinkotom, da mogoče zdaj da smo se mogoče malo razpištolili vsi po tej, pa izdihali po tej tekmi s Kosovom in da zdaj mogoče se lahko malo umirimo in če gledamo dejansko dve kritični tekmi smo imeli v teh kvalifikacijah, se pravi Švica zunaj, Kosovo doma. Vse ostalo je bilo relativno korektno. Odigrali smo 0 Švedi dvakrat, odigrali smo 0 Švicari doma, na Kosovo smo verjetno odigrali najboljšo tekmo kvalifikacij, pa nismo dali gola, tako da generalno je treba, mislim, da neka slika ni to katastrofalna, kot je v bistvu na koncu nek tak občutek praznosti, ki ga imamo vsi po tem, kar smo gledali, ne, da se mi zdi, da slovenska reprezentanca je bila vedno najbolj uspešna, ko je znala trpeti. Vi ste to prvi postavili, to fanatično neko borbo, pa trpljenje za rezultat, pa se ne je mogel poklopiti, pa se je mogel golman razbraniti, pa smo dali gol sredine igrišča in tako naprej. In vi ste v bistvu po letih tega nekega vakuma, tudi s to generacijo, ki je igrala 2010 na svetovnem prvenstvu, smo nekako vsi to spet podoživeli s to vašo ekipo. Ne. In kar je bilo v teh obeh ekipah zelo jasno, kar se tudi oba se dotaknila, da se je zelo vedel, kaj slovenska reprezentanca je, kako izgleda na igrišču. Sistemsko sta bile to dve različni ekipi, tudi generacijsko seveda, ne. Mi smo pa mogoče tle tudi s tem poskusom zamenjave sistema sred kvalifikacij, ker jaz bi vseeno izhajal iz tega, da je bilo mogoče treba takrat nekaj probati, se pravi šli smo 4-3, da to načeloma ni prineslo nekega blaznega pozitivnega premika, da na koncu do te Švedske niti na ta način nismo dali gola, zdeli smo se mogoče še nekako bolj izsušeni, kar se tiče nekega napadalnega vica. Ne. In jasno je, da se zdaj vsi v tem največ pogovarjamo, kako to reprezentanco narediti malo bolj gledljivo. Ne. In tle mislim, da je pač treba si postaviti neka relativno jasna kadrovska vprašanja. Ne. Dotaknil si se, mislim, da te menjave generacij, ki zagotovo ni, kot je rekel Marko, ni še čas za njo, ker veliko je tega tvojega letnika, recimo 94, 93 Oblak. To so fantje, ki pa verjetno tudi dveh ciklusov ne bodo več odigrali. Se pravi, to bodo fantje, ki bodo naslednji let stari 32 let in govorimo o zelo velikem številu igralcev, dejansko govorimo o enem Šporarju, enemu Krničniku, o enem Oblaku, o enem Janži, v končni fazi Miha Zajc, ki ga ni zraven, tudi pade v to Jan Mlakar, Balkovec isto, ki se je zdaj pojavil kot neka dodatna rešitev, tako da tle imamo nek ta generalen problem, da bodo te fantje počasi začeli odhajati, ampak jaz mislim, da je največja poanta naslednjih kvalifikacij, da mi sestavimo neko smiselno celoto, ki bo te kvalifikacije delala dobro in predvsem ne razmišljati o tem, da bomo postavili neke 10-letne plane, ne, ker fuzbal je moment. Ne. Ti moraš pač nek ciklus oddelati, v končni fazi smo odigrali ciklus, ki je bil končan v 3 mesecih. Ne. Se pravi, šlo je vse instantno. Tako da imamo nekaj teh specifičnih vprašanj, da moramo narediti neko evolucijo, ampak
zagotovo, kot ste imeli vi Zahoviča, kot ste imeli vi Novakoviča, kot je imela ta generacija zadnja Šeška, ne, to je zdaj zmanjkalo. Ne. To je zdaj zagotovo zmanjkalo in brez tega, da nekdo bo dal gol, s tem, da smo mi tudi, kar se tiče tega, da smo si pripravili priložnosti, ratali kar precej problematični, s tem, da ne dajemo golov več iz prekinitev, kar bi mogla biti v bistvu, jaz mislim, da neka zelo rdeča nit te trenutne reprezentance. Tle imamo neke probleme, ki jih moramo skozi neko evolucijo tega enega leta, ki ga zdaj imamo na voljo do naslednjih kvalifikacij reševati. Javnost se je po tem uspehu na Euru nekako bala prihodnosti, v smislu, kako se bo ta reprezentanca odzivala po tem uspehu na Evropskem prvenstvu lani v Nemčiji. Ali bo še zmeraj tako lačna, kot je bila ta generacija s tem Eurom. Sam si že dejal, Marinko, vam je uspelo 2-krat zapored. Kako ste vi to lakoto ohranili po tem, ko ste nastopili na Evropskem prvenstvu 2000 in potem se ponovno takoj kvalificirali 2002 v Korejo in na Japonsko? Pa jaz bi rekel, da enostavno ni primerja tistega obdobja s tem današnjim. Ne? Predvsem zato, ker moja generacija, že v klubskem nogometu so lahko bili samo 3 tujci. Ne? Se pravi, menedžerjev, agentov je bilo izredno malo in nam je edini preboj za tujino, izhod, bi se reklo, iz te neke sile, je bila reprezentanca. Ne? To se pravi, takrat poziv, ko si dobil za reprezentanco, je bil, kot da si dobil neko, ne vem, eno največjih nagrad. Poslovno priložnost. Tako, ne, ampak dejstvo je, da je tako bilo, ne, se pravi, že sam poziv, da si bil poklican v reprezentanco, je bil velik uspeh, ne, in zdaj igrati v prvi postavi v reprezentanci je bil še večji uspeh, ne, da si pa potem še neki uspeh imel s to reprezentanco, pa je bilo fantastično, ne, tako da jaz sem, hvala Bogu, imel to čast, bi rekel, to priložnost, da sem bil del tiste reprezentance, ki smo se vrstili najprej na Evropsko, potem pa še na svetovno prvenstvo. S tem, da smo tiste cele kvalifikacije za svetovno prvenstvo, mislim, da smo še dan danes verjetno edina generacija, pa ne zdaj, da hvalim to svojo generacijo, toliko mislim, da smo edini odigrali cele kvalifikacije plus dodatne 2 tekmi kvalifikacije brez enega poraza. Se pravi, začenši od prve tekme na Ferskih otokih, pa do druge tekme v Romuniji. Ne? Tako da definitivno fantastičen uspeh za eno tako malo nacijo, kot je Slovenija, ne? Kjer seveda nimamo toliko priložnosti, nimamo toliko kvalitete. Z leti se je tudi ta kvaliteta nekako opustila. Ne? Se pravi, odprlo se je tržišče z Bosmanovim pravilom, se je odprlo tržišče, tujcev je mali milijon po klubih, tako da vsi te igralci, ki večinoma igrajo v reprezentancah, so po tujinah. Ne, to se pravi, imajo že neko lagodje, imajo finančno stabilnost, nimajo nekih, bi rekel, teh bremen in zato mogoče tudi manjka ta lakota. Ne, se pravi, ni več te lakote, ne, po še enem uspehu, ne, ker dejansko po teh kvalifikacijah, zdaj zadnjih, dobiš nekako občutek, da pride z muko na tam in da komaj čaka, da se vse skupaj konča, pa da gre nazaj v klub. Ne, vsa čast Oblaku, ne nazadnje med 3 najboljši vratarji na svetu, vsako sezono igra Ligo prvakov, bori se v La Ligi za prvaka, pa igra v vrhunskem klubu. Pa mu ne bi bilo treba vsega tega. Ne. Se pravi, fant se odziva, redno se odziva, tako kot se je Josip Iličić svoj čas odzival, pa tudi ne bi mu bilo potrebno, ne. Ampak res mu je treba kapo dati dol za vse te njegove odzive in kljub temu vztraja še vedno in še vedno bo vztrajal. Dejstvo pa je, da, kot si samo omenil, te lakote v teh kvalifikacijah ni bilo. Ne. Če pogledamo, osvojili smo 3 točke, če se ne motim, ne, 3 točke, 2 točki, se pravi 2-krat neodločeno z Švedi. Ne, moramo vedeti, da smo vse 3 gole dali na napako Švedov. Vsi 3 goli so padli po njihovih napakah. Ne, to se pravi, če smo iskreni, to se pravi, edini smo v tej skupini, ki Švedov nismo uspeli premagati. Ne, to se pravi, čisto vsi so jih premagali vsaj enkrat
Tako kot že Marko že omenil, pa potem tudi ti, se pravi, ta sistem ni bil en sistem, bilo jih je potem več, spreminjali so se, ne, predvsem je boleče, pa to ni zdaj, ne vem, da bi rekel zdaj samo kritika, da to leti na Matjaža pa kakorkoli, ampak pač imaš tekmo z Kosovom doma, ki ti je odločilna tekma, ne, pa igraš s 5 v liniji zadaj, ne, tako da totalno, bi rekel, defenzivna formacija, ne, to se pravi, že od samega začetka, ko si videl na televiziji, na ekranu 5 postavljenih zadaj, si že bil skeptičen, če sploh gremo mi na zmago, ne, in tako da, ampak se pravim, Matjaž je tam selektor, on ima celotno sliko, ne, on točno ve, kaj se tam dogaja, v kakšnem stanju pridejo te igralci na zbor, vidi jih tudi na treningu, ne, tako da težko je soditi tako s kavča, bi rekel, ne, ker enostavno ne vemo prave situacije, kaj je, mogoče pa je Kek moral to narediti, ker je mogoče videl neko drugo sliko, realno sliko tam bo onem, mi pa od zunaj pa te slike ne vidimo, ne, tako da Mi imamo vedno prav, ne, to je posvestov, ne. Kako ste, Marko, vi v tisti generaciji z uvrstitvijo na 2010 v Južno Afriko reševali v reprezentanci ta problem klubskega neigranja? Marinko se je dotaknil te spremembe sistema. Moje subjektivno mnenje je, da smo mi ta sistem menjali zaradi neigranja Jake Biola v klubu in da smo pač elegantno pridodali še 2 centralna branilca, da izgledamo kompaktno, da smo pragmatični, tako kot smo bili vajeni, ampak ne moramo pričakovati, da bodo naši reprezentanti konstantno igrali v svojih klubih na najvišjem nivoju, enostavno bazen igralcev je premali, ampak to je neka problematika, s katero se moramo soočati. Tudi vi takrat, 2010, ste zelo malo rotirali, ste pa imeli to srečo, da ste praktično vsi nosilci takrat redno igrali v svojih klubih. Ja, to je ta problem reprezentance vedno bil. V klubu si ti v enem okolju, kjer se konstantno dela, kjer si konstantno skupaj, kjer je ena čisto druga zgodba. Reprezentanca je zdaj spet ena čisto druga zgodba. In smo toliko mali, da tega izbora širokega ni, da bi lahko to rotiral in sigurno se take stvari, predvsem v teh kvalifikacijah, se je to sigurno absolutno poznalo. Prvič je specifika samega tekmovanja, ker niso bile razlečene na daljše obdobje, ampak zelo kratko. Se pravi, če ti, in to se nam je zgodilo, v tem obdobju naletiš na fazo, kjer igralci mogoče niso v formi, menjajo klub, kot je na primer Benjamin Šeško prišel eno zelo težko okolje, zdaj, a je to prava izbira ali ne, pustimo ljudem, ki so v tej zgodbi, ampak Jaka Bijol, se pravi, v zelo kratkem obdobju, kjer so pričakoval eno res dobro zgodbo, so ti nosilci zamenjali sredine in se v tem trenutku ni šlo najboljše in v našem primeru seveda smo igrali, je pomembno, a si v tekmovalnem ritmu ali ne. In sigurno to so vsi problemi, s katerimi se Matjaž sigurno moral soočiti. Verjamem tudi jaz sigurno, da ta sprememba sistema igranja ni prišla, dajmo probati nekaj drugega, ampak nekako si bil primoran najti neko drugo varianto, ker ogromno res fantov ni bilo v tistem pogonu, kot bi si želel. Vemo pa, kaj pomeni en optimalno pripravljen Benjamin Šeško, ki igra, ki zabija, ti prije na zbor čisto drugačen Jaka Bijol, ki ima kontinuiteto, vemo, kaj za štoperja pomeni igrati tekme eno za drugo, ali pa biti skakati noter, kjer enostavno obrambnemu to pomeni veliko drugače oziroma več kot pa enemu napadalcu, ki so navajeni teh rotacij. In potem na koncu si videl, da samo Jan Oblak, Žan Karničnik, Elšnik z svojimi problemi v Zvezdi, ki vemo, kako obdobje, kako okolje je, kjer tudi, ko je dobro, ni dobro. In ko to vse skupaj sestaviš, dobiš res kaj za narediti. Za sabo imaš eno fantastično evropsko prvenstvo, zdaj pa eno novo zgodbo, specifika kvalifikacij, vse natrpano, fantje ti pa prihajajo na zbor z takimi in drugačnimi zgodbami in bolj kot ne z veliko problemi in vprašanji, kot pa z nekimi odgovorami. Kaj dosti reševati ni.
Zdaj pričakovati, da si igralci izbirajo sredine, kjer bo, to je pač taka specifika nogometa, kjer pač ne moreš reči, ki bi volil, veš kaj, ostani ti tam, boš igral, pa ima super zgodbo. Jaz sem imel isti problem v Belgiji, zato sem potem pač reševal s tem, da sem šel drugam, ker sem želel igrati z odhodom v Tel Aviv. To je stvar, ki pač morajo igralci sami pri sebi rešiti, ker morajo vedeti, da to pač vpliva. In ko daš to vse skupaj, absolutno imamo rezultat teh kvalifikacij, da smo imeli ogromno enih problemov. Z doseganjem golov, kljub temu, da imamo Šeškota, svetovnega formata, Vipotniga, za moje pojme, golgeterja, ki jih redko vidiš z tem nosom za gol. Je pa res, da kako jih vklopiti v ta sistem, je pa tudi spet druga zgodba, ker se mi zdi, da kar dosti enih fantov, predvsem naprimer Vipotnik, še mi zdi, da nismo našli, v Angliji so našli sistem, kako ga vklopiti. Fante dela fantastično, v Mariboru nam je bil gonilna sila klub 18 letom. Najti sistem, kako ga izkoristiti, ker ga še nismo izkoristili. In enaka zgodba se mi zdi, da je Josip Iličić totalno za reprezentanco neizkoriščen. Jaz mislim, da Josip Iličića slovenska reprezentanca absolutno ni dobila to, kar smo videli. Vsi drugi so pa imeli. In to je, se mi zdi, tisti čar, ki ga mi moramo najti, kako izkoristiti fante, kot so Tomi Horvat, vse te fante, najti neko mesto, neko, ker toliko nas pa spet ni, da lahko, kar rečeš, brez njih se ne da, na koncu tudi to dokazuje v Dinamu. Rabimo vsakega in moramo tu malo dati stvari na stran, pa poskušati vse pripeljati nazaj. In ravno te odločitve v tem ciklusu so bile tudi jabolka spora. Oba sta že omenila Tomija Horvata, Marko, omenil si Vipotnika s fenomenalno sezono v eni izmed najtežjih lig na svetu. Nekako, ko smo ga pričakovali, predvsem tiste v oktobrskem ciklusu, ko smo ga potrebovali, da bi bil v prvi postavi, da bi začenjal, sta pred njim dobila priložnost tako Gradišar kot Šturm. Sam imam občutek, da nekako teh fantov, ki so bili v formi, pa niso sodili v tist najožji izbor prve enajsterice, da smo jih absolutno premalo pokoristili. Ne? Se pravi, dobro, zgodba o Mihi Zajcu je že prežvečena, potem je tukaj bil Vipotnik, je Tomi Horvat, ki se je izkazal za odlično rešitev. Svit Sešlar je zelo dobro odigral na Kosovo. Se lahko pogovarjamo o tem, da enostavno teh igralcev, ki so bili v svojih najboljših momentih, na račun te pragmatičnosti oziroma te fiksno zamišljene prve postave, da smo jih premalo izkoriščali v teh kvalifikacijah. Verjetno, ja, vse te primere si naštel. Jaz bi tudi rekel, da je pač v nogometu najbolj pomembna struktura. Ne? Zdaj, mi, ker tukaj veliko tudi spremljamo angleški nogomet, imaš zdaj primer tam Thomasa Tuchla, ki pravi, da Bellingham, Foden pa Kane ne morejo igrati v isti ekipi. Ne? Se pravi, ti se moraš odločiti za neko strukturo in zdaj ti se moraš najprej odločiti, a boš naprej igral s tem sistemom, ki si ga zdaj začel uporabljati, ali se boš vrnil na ta sistem, ki te je pripeljal na Evropsko prvenstvo. Se pravi, tleti, potem se postavlja seveda vprašanje, kdo, če boš igral z dvema špicama še naprej, kdo od teh špic je dejansko najbolj kompatibilen s Šeškom, ne? Ker Šeško je fiks. Ne? Se pravi, zato se je najbolj uporabnega izkazal Šporar, ker je igralec, ki bo dal vse, da bo nekdo drug uspešnejši. Če ti želiš recimo to reprezentanco, kar mislim, da je neka generalna želja slovenske javnosti narediti malo bolj igrivo, potem jaz mislim, da moraš najti moje mesto za Svita Sešlarja. Ne? Tako, kot je rekel Marko, nismo izkoristili Iličića, Svit seveda ni ta nivo, da si ne lažemo, ampak igral je človek lani za Celje, težke tekme, Fiorentina je izgledal fenomenalno. Svitov problem, seveda vsi vemo, kakšen je, on je ekstremno nemotoričen igralec. Se pravi, če boš gradil ekipo, pa recimo, da greš potem s Svitom v
če greš v 4, moraš iti v nek 4-2-3-1, ker on mora biti to svoboda v tej luknji. Se pravi, ti moraš imeti za njim pa za Šeškom 2 trkača. Se pravi, tle rabiš, tle izgubiš Vipotnika, tle izgubiš vse špice. Ne? Ti potem drugo stvar, ki gledaš, jaz tudi mislim, da Karničnik v reprezentanci ne igra čisto na drugačen način, to vemo kot v Celju. Se pravi, ali boš ti razmišljal o tem, da daš Karničnika daj levo in ti on prihaja na to šestko, kar dela fenomenalno v Celju na ekstremno visokem nivoju. Se pravi, on lahko pomaga v temu. Potem razmišljaš, kaj potem narediš štoparja. So ti naši štoparji dosti dobri na žogi. Mi smo želeli, če gledaš tekmo Švedsko, mi smo si več podali, kot smo si podali prej. Realno proti švedski B ekipi in kaj je bila naša igra, več ali manj so štrikali štoparji med sabo in je odbijali toliko diagonale. Ne? Mi nismo neki čez sredino mogli narediti. Ne? Tle smo definitivno to, kar je prej Marko govoril za te neke igralce, mi moramo ne smemo pozabiti, da sta tudi en Gnezda Čerin, bistveno slabši klubski status kot pred Eurom, ki je bil v življenjski formi, en Mlakar, ki ne je igral v drugi francoski ligi, ki je bil tudi v neki tej fiks reprezentanci. Verbiča menjal okolja Pekja, Verbič, tako. In zdaj jaz mislim, da ti se moraš odločiti, kateri igralci ti bodo v neki tvoji formi vizije te ekipe najbolj pomembni in na kakšen način želi z njimi igrati in kaj mogoče lahko dobiš iz tega, kar je Marko rekel, bazena, ki ga mogoče nisi izkoristil, ne zagotovo tle boli neko neigranje. Ileniča, ki bi ga mogli počasi uvajati, Zeljkoviča smo že uvajali, se je utopil v neko neigranje na Slovaškem, zgubili smo nekega Ratnika, ker je odšel v nogometno eksotiko in tle imamo take in drugačne probleme. Mislim, da je še vedno nekih fantov, jaz mislim, če iščemo neke igrive štoparje, zakaj ne bi razmišljal enemu Nemaniču, ki je tudi fenomenalno igral za Celje, vemo spet, da pri njemu hitrost je problem, ampak je spet levičar, če ti razmišljaš v 3, mislim, da bi ti dobro padel noter, spet je sicer fant, ki je verjetno za ene kvalifikacije, glede na to, da je tudi on tako v teh letnikih, ampak tle je neka ideja, ki jo moraš generalno imeti in jaz mislim, da najslabše boš naredil, če boš ti razmišljal, kako boš najboljših 11 stlačil na igrišče, ker to pač funkcioniralo ne bo. In tudi pri vas je bilo tako, Mila Čimović ni mogel igrati, če je igral Zahović. Nažalost je bila hierarhija taka, ampak vi ste dejansko iz tistih prvih kvalifikacij, ki ste res vse naredili na fajt pa na neko neverjetno senzacijo, jaz mislim, da v drugih kvalifikacijah dejansko bi bolj kompletna ekipa, ker vam je to dal tudi Euro, kjer ste ga odigrali zelo dobro in tudi pomembno Zahovića v drugih kvalifikacijah, to vemo, je bila bistveno manjša kot v prvih. In ste kot ekipa dejansko iz tega še znali narediti neko nadgradnjo tega, kar ste dejansko počeli. In zdaj, kako se tega lotiti. Vi ste imeli pa drug problem, vi ste pa v naslednjih kvalifikacijah potem v vrhuncu svetovnega prvenstva pač niste ponovili tega, kar je bilo. Tako da je zelo kompleksno in mislim, da moraš razmišljati o tem, da si boš ti zamislil strukturo ekipe, ki bo odgovarjala najboljšim igralcem, ki jih imaš trenutno na voljo. In o tem je govoril tudi selektor Kek po tekmi s Kosovom. Dejal je, da se zaveda, kaj je trenutno moda. Verjetno je tukaj ciljev na Riero, kajti Rierin slog igre in slog Celja je trenutno moda. Marinko, a smo mi pripravljeni na nepragmatičnost tudi v reprezentanci? Slovenija je v svoje uspehe dosegla na račun pragmatičnosti. Tako vaša generacija, kot Markotova, kot 3 lige prvakov z Mariborom. Vse je bilo pragmatično. Lansko sezono pa je Riera nakazal neke nove smernice, da se pa tudi da v četrtfinalu konferenčne lige z eno Fiorentino iti igrati fuzbal. A smo mi sposobni to prenesti na reprezentanco, ali je to prevelika specifika, da bi te avtomatizme, mehanizme, ki jih prinaša nek sodoben trend, da bi se lahko te mehanizmi upeljali notri v reprezentančni sistem? Prvo, glede na to, da smo zelo omejeni številčnostjo, se pravi s kvaliteto, je vprašanje. Kot drugo, nimamo niti, bi rekel, enega trenerja, ki je, dajmo reči, na nivoju Riere. Riera je ta trenutek vrh, kar se tiče trenerjev v Sloveniji. Se pravi, on se najprej dokazal v Olimpiji, zdaj pa še v Celju. To se pravi, dejansko človek ima to svojo vizijo, od katere ne odstopa
ima vse odprte roke, to se pravi, on je tam trener, menedžer, pa vse, ne? To se pravi, on vozi igralce, on točno ve, kateri tip igralca bo imel, tistega pripeljen, ta se relativno izredno hitro vklopi v sistem. Ne, če pogledamo, da en Josifov nikoli prej nismo slišali za njega, pa še vse tisti ostali igralci se pa popolnoma neznanje, ne? In je on naredil iz njih, okej, lahko nekdo reče, ja, se to ni like prvakov, ampak ni važno. Koliko si ti omenil, proti eni Fiorentini, ki je včasih bila izredno velik klub, se pravi pa proti, spomnimo se še lanske sezone, Betis, ne, Tako. mislim, fantastično. Jaz osebno, tako in tako že javno, sem že sam sebi tečen, hvalim to Celje, nenormalno, ne, da se me že v Mariboru grdo gledajo, ne, Celje, ne. Ampak pač Celje igra fantastičen nogomet, Riera, kakršenkoli da je, lahko je nekomu antipatičen, nekomu simpatičen, ampak on pač je, Marko se s tem strinja, on je pač po nekemu karakterju podoben Zlatkotu. To se pravi, vso breme je prevzel nase, večinoma ne, naredil je neko neko neumnost, zato da se javnost usmerila na njega, na njegovo obnašanje, ne pa na ekipo, ne, se pa je mogoče na kakšen slabi rezultat. Zdaj, če bi Riera bil uspešen v reprezentanci, je pa vprašanje. Ne, predvsem zaradi te majhnosti, ki jo mi imamo, pa zaradi tega, ker ni isto trenirati reprezentanco, kot pa klub. Klubu si vsaki dan z istimi igralci, fokusiran si celi čas na iste igralce, vsaki dan si z njimi, do potankosti lahko neko zadevo uigraš, do potankosti jo lahko dodelaš, dodajaš. V reprezentanci si pa parkrat na leto, dobivaš igralce, ki igrajo ali pa ne igrajo v svojih klubih. Ne? In vsi te igralci igrajo v nekih različnih sistemih. Se pa nekdo igra v eni ekipi v tujini, ki igra napadalni nogomet, odprti nogomet, nekdo igra, ki je v pragmatičnem nogometu in zdaj to pač treba, to je težko sestaviti. Ne, ob tem, da seveda veliko naših sploh ne igra v teh svojih klubih, ne. Zdaj, če se nadovežem na tisto našo generacijo, vse smo imeli jih dosti v tujini tudi, ne, od Zlatkota do Aleša Čeha, do Saša Udoviča, do Johnny Novak je celo brez kluba bil. Miran Pavlin. Dosti časa, ne. Miran Pavlin, recimo, je bil v Freiburgu, pa ni igral, ne. Skratka, mi nismo bili v idealni situaciji takrat, ne, če nekdo misli, ja, mi smo samo srečo imeli, da smo vsi bili zdravi. To je vedno najbolj pomembno, da si zdrav. Srečko pa, tako si ti tudi omenil, Srečko je bil fokusiran na svoj budžet igralski, se pravi, vedel je, isti smo prihajali na zbor, nam je zaupal, ampak vedel je, kaj lahko mi njemu damo. To se pravi, on je nam dal, kar smo najbolj potrebovali, kar tega nismo imeli pred njegovim prihodom, to se pravi, vlil nam je samozavest. Se pravi, tisto, kar nam rabilo. Se pravi, kvalifikacije pred tem smo osvojili samo eno točko, pa se je Srečko pojavil s svojimi takrat 34 ali 35 leti kot selektor in nam je odcepil v glavo, da smo sposobni parirati drugim ekipam, ampak da damo vse od sebe. Tudi če bomo izgubili, ampak samo da damo vse od sebe. Ne? In tako da pol se je tukaj začel nekako ta kult tiste naše reprezentance, tega fajterstva pa to, ampak ne bi se pa strinjal s tem, da smo mi igrali pragmatičen nogomet. Če se spomnimo Evropskega prvenstva, ki smo ga mi igrali, mi smo osvojili sicer 2 točki v 3 tekmah, ampak mislim, smo celo mi igrali preveč odprt nogomet tam. Mi smo proti Jugoslaviji imeli 3-0, pa smo še vedno hoteli še en gol dati, ne, pa smo pač tisti flash, črna slika se pojavila 6-7 minut, pa smo dobili 3 gole. Ne, pa po tistem smo mi še vedno imeli eno priložnost, smo hoteli gol dati. Ne, proti Špancem, če greste pogledati statistiko tekme Španci, mi smo imeli večjo posest, pa več strelov na gol smo imeli. To se pravi, mi smo Španci, mi smo bili boljši od Špancev. Ne, da ne govorimo pa pol zadnjo tekmo Norvežane, ko smo morali zmagati, mislim, da 2 gola razlike, da bi lahko se uvrstili v četrtfinale. Celi čas smo napadali, imeli smo 2 priložnosti in skratka bili smo boljši. Se pravi, če pogledamo globalno, na vseh 3 tekmah smo mi igrali odprto, pa bili boljši od vseh 3 ekip. Ne? Ampak pač išlo se je tako, kot se je šlo. Lik zaradi tistih, bi rekel, pomanjkanja izkušenj iz mednarodnih tekem, ne, vseeno je se bilo kar nekaj tudi takrat iz Slovenske lige,
Zlatko edini, ki je bil mega zvezda, ne, pa je igral v klubu, vsi ostali pa, razen Aleša Čeha, ki je igral v GAK-ju, ostali igralci so več ali manj so bili v isti situaciji, kot so zdaj te igralci. Se pravi, so igrali ali pa niso igrali, večinoma niso igrali. Ne. Se pravi pa John je bil brez kluba, tako da jaz bi rekel, da vseeno je pri nas največjo zaslugo, seveda ima najprej Srečko Katanec, prvi, ne, jasno potem Zlatko, ampak tako, ko si tudi omenil, ne, mislim, ne nazadnje, mi smo vseeno tudi brez Zlatkota, se pravi dodatne kvalifikacije, se pravi zadnjo tekmo z Ferskimi otoki doma, pa dodatne kvalifikacije z Romuniji, smo mi igrali brez Zlatka. Ne, vse je bilo govora, da mi ni šanse, da bomo mi to, tudi mi smo v tistem trenutku bili skeptični, kako bomo mi zdaj brez Zlatka, ne, ampak smo odejali, sfajtali smo tisto, uvrstili smo se, tako da jaz pravim, da se vse da, če se hoče, ne, ampak moraš pa imeti, se pravi, vsi morajo biti kompatibilni od trenerja do vseh igralcev. Če ti priješ na zbor z nekim mišljenjem, tako me čakaš, da priješ nazaj v klub, ne, in da ne boš dal vsega. In to je manjkalo v tej reprezentanci, v teh kvalifikacijah. To se pravi, ob tem, da smo imeli probleme z Šeškom, nažalost bi rekel, ne, ta sprememba kluba paduje iz forme trenutno, je pa seveda definitivno naš prvi igralec v polju, na katerega se računa, mladje, med mladimi je fenomen svetovni že še vedno in imamo Jana Oblaka, ampak se pravim, vse to, kar je med njim, pa tu treba najti neko rešitev v tej vezni liniji, predvsem ne, Sešljar top, ne, na živce mi grejo, ne, se pravi, vsi trenerji, pa vsi selektorji, pa vsi te moderni trenerji, predvsem ne, ko iščejo samo fizikalce, to je že ponavljam že dolgo časa, ne, že pri otrocih trenerji iščejo fizikalce, ne, noben hoče imeti te romantike, fine igrače, ne, Sešar je fini igrač, ne, kot si ti omenil, in pač malo ima probleme z motoriko, se pravi, on je eksploziven, on je hiter, ne, ampak človek, je pa neverjetno nogometno inteligenten in jaz osebno bi ga vedno dal prvo postavo. Marko, Marinko, sorry, sam da se navežem na to, Brane Oblak, takrat, ko je Prosenečki igral v Olimpiji, rekel, Prosenečki ni hiter, ima pa hitro žogo, ne. In to je to. Marko, Marinko je omenil kult reprezentance. To je nekaj, kar absolutno moramo Matjažu Keku priznati in mu čestitati, da je vrnil ta kult reprezentance. Vemo, da med vašim obdobjem 2010 pa med lanskim Eurom je reprezentanca malce izgubila na temu kultu. Stožice so samevale, ni se veliko govorilo, pisalo o tej naši slovenski izbrani vrsti. In da se navežem na prejšnjo temo, ko smo dejali, da če je čas, da se odmaknemo od te pragmatičnosti, a mi s tem prevzemamo tudi določen riziko, da na račun, da pa mi zdaj kar naenkrat v navednicah postanemo atraktivni, da smo rezultatsko ob tem neuspešni. Kakšna je tu nevarnost, da mi, po domače povedano, zafuramo ta kult reprezentance, ki se je v zadnjih letih zelo dobro ustvaril? Zdaj tu treba biti zelo jasen. Če se navežem na to celsko zdaj zgodbo. Ta celska zgodba je lepa za gledati, ampak jo vdigujemo nebo zaradi tega, ker je uspešna. Če tega ne bi podkrepili rezultati, pozabite, da bi mi danes o karieri govorili, ker ga verjetno tam tudi ne je bilo. Spravi lepota brez rezultatov pozabimo. Tako zdaj hočemo gledati lepo reprezentanco, pa bomo vsi srečni hodili na štadione, pa bili veseli, kako lepo igrajo, pa rezultatov ne bo, verjamete mi, štadioni ne bojo polni. Tako da to je mit, ki lahko kar pozabimo. Šport je pač to, da si uspešen. Na kakšne načine priješ do njega, različni so. Maribor je imel takrat eno pot, mene na primer tudi Albert Riera demantiral. Jaz sem mislil, da na tak način zelo težko se košaš v tem nivoju, pa očitno se da. Res, da je to nivo, ki ni najvišji. In zaenkrat je celje še v tej fazi, kjer se zelo podcenjuje, saj jaz z ekipami, katerimi so igrali, imam dosti kontaktov, nihče ni imel resno. Tudi letos ne, ko so že drugič tam. Res je to tudi tekmovanje, kjer večinoma igrajo ekipe, ki so malo razočarane, ker pač imajo željo igrati v Ligi prvakov, potem to pač jemljajo kot neki shod in ne jemljajo kot tekmovanje. Se pravi, hočeš reči, da je Legija navkljub
zavedanju, kakšno sezono je lansko sezono Celje imelo v konferenčni ligi, še zmeraj prišla z neke vrste podcenjevalnim odnosom v Celje. Ne bom rekel, da so podcenjevalno, ampak enostavno niso prišli sem fakt, proti nam stoji resna ekipa. Enostavno so prišli, ok, neki so pokazali, ampak mi smo Legija. In tako je, imam jaz občutek, je enako prišla Fiorentina, enako prihajajo nekateri klubi in to je tudi Mariboru. V prvi sezoni na presenečenju dobil vse, potem so te začeli gledati in na lepoto nisi mogel več ustvarjati. Enostavno so te začeli gledati resno, čakaj malo. Prva liga prvakov, druga liga prvakov, tretja liga prvakov, alo. Tako da zdaj za neki res nivo više, moč pa tudi bolj pragmatično oziroma reprezentanci, jaz mislim, da je to zelo težko. Prvič zato, ker je izbor igralcev, drugič pa predvsem za ta lep nogomet, za to rabiš čas. Reprezentanci vemo, da je to največji problem, da časa ni. Skupaj se tisti teden dni za te sisteme, za to igrati, rabiš res čas z igralci, to, kar jaz mislim, da Albertjera je njegova najboljša lastnost, da pride enostavno igralcev v glavo. Zato rabiš čas, ker v bistvu so zdaj na nivoju, če on reče gremo levo, grejo si levo. Zato ti rabiš dobiti neko zaupanje, zaupanje se ustvarja z časom. Tako da tu je zdaj malo, jaz mislim, da je zelo konfliktna, jaz se vse reprezentančnem nivoju ne bi igral na takoj kocki, oziroma da bi tako postavljal na rob, ker biti samo všečen, se pravim, eno gre z drugim in reprezentanca je ena čisto druga zgodba, je težko primerjati z klubskim. Je pa res, da to, kar Albert uporablja, neko retoriko oziroma neko stvar, ti pa zelo prav pride v reprezentančnem nogometu, kjer imaš zelo malo časa, da igralcem priješ v glavu in jih lahko prepričaš, da v bistvu lahko igrajo z vsakim. In to mislim, da je tudi največja kvaliteta. In če potegnemo neko nit in Katanca, ki je pač prepričal, da se da, sicer na drugačen način, gremo v fight, in Zlatka Zahoviča v nekem trenutku, kjer je prepričal ekipo, da enostavno lahko, in sedaj Albert Terjere, in na koncu tudi Matjaža Keka. To je, mislim, ena nit, ki jo lahko potegnemo skozi vse te uspehe, ki smo imeli, neka retorika, fante prepričati, da so fantje verjeli in ko ti fantje sledijo, potem lahko delaš lepe zgodbe. Mi smo takrat v Afriki sledili, celo igrali tudi lep nogomet in šli v fajt z vsakim. Moč plačali malo ceno neizkušenosti na samem svetovnem, ker nismo znali pripeljati tekme z Ameriko do konca, če bi verjetno tam že bili daj prej. Ampak to so tiste stvari, na kateri bi jaz zgradil, kar tu ostaja. Tako da to zdaj govoriti o pragmatičnosti, lepoti, to skavča je to zelo lepo, si vsi želimo, se vem. Če bi želeli to, potem bi tudi vsi kopirali Barcelono, takrat, ko igrali najlepši nogomet, pa tega niso naredili. Verjetno z razlogom. Dejstvo je, verjetno z razlogom. Čisto pravno, to, kar so tudi jaz rekel. Težko je v eni taki mali sredini narediti neko čudo. Se pravi, to karijera je postopek, ki traja. Lažje pri trenerju, najlažje igralcu reči, čuj, meči se, bori se. Danes je to najlažje. Tak je fizikalcev mali milijon in je lažje priti pa reči ekipi, danes dajte vse od sebe, borite se, ne pustite, mečite se, skačite. Ne vem, bo je to verjetno vsi lahko delali. Lažje je to, kot pa ustvariti eno igro, ko jo ima Riera pri Celju. Po mojem to ni lahko. Pa, ko smo z Markom rekla, tu rabiš vsaj, ne vem, ene, če ne celo dvojne kvalifikacije z istim trenerjem, da on lahko to, ampak pol tu gre zdaj že 4 ali pa 8 let, gre skozi, spet se lahko kakšna generacija zamenja, pa niti nijemo toliko kvalitetnih igralcev, teh romantikov, mehkih igralcev, se pravi ala Svic Ešlar, da lahko mi to igramo. Lahko pa izboljšamo zadevo. To pa dejstvo, ker vsi radi gledamo lepi nogomet, vsi ga radi gledamo, in iskreno povedano, meni ni, jaz ne maram pragmatično. Jaz sem tip, ki rad gledam lepi nogomet, ne maram pragmatičnosti, tečno mi je gledati taki nogomet, ko samo čakaš, če se bo kaj zgodilo, neka dolga žoga, pa če bo Šeškot uspelo nekomu zbežati ali pa Vipotniku, pa da bo zabil gol. Ali pa govorimo tudi v klubu, klubskem nogometu, ko gledamo druge ekipe, isto, ta pragmatičnost,
Meni osebno je to tečno. Absolutno, te mehanizme in taktične zamisli iz kluba prenesti v reprezentanco, da bo delovalo, mislim, da je to utopično. Lahko pa to vzdušje. Govoril si o tem, da imaš občutek, da se nekateri fantje ne vračajo tako zelo radi v reprezentančne tabore, kot so se morda nekoč, lahko pa tukaj ustvariš neko vzdušje na to foro, ker govorimo z igralci iz Celja, 16, 17, 18 igralec, oni zadovoljni. Oni so, wow, ful dobro. Neki igralec 30 let, ful me je naučil. Sledijo, ne? Se lahko zapelje v Manchester, pa neko foro z Benjem, pa v Madrid do Oblaka, pa v Beograd s Šeškom, da se na to vzdušje da tudi marsikaj, predvsem iz perspektive reprezentance narediti, ne? Je pa res, da jaz se zelo strinjam s tem, kar je Marko rekel, da to ti vse determinira rezultat. Jaz sem že zadnjič, ko smo se tle pogovarjali o tem, kakšen je trenerski domet Riere, bi se zelo strinjal z njim, da generalno gledano, če gledamo mi neko evropsko situacijo, ta uspeh Celja ne pomeni nič. To je pač v našem okolju zelo potenciran in prav, da je, seveda, ampak generalno to nima neke odmevnosti, da bi tudi njemu prinesel ne vem kaj. In zdaj si ti predstavljaj situacijo, da Riera hipotetično vzame slovensko reprezentanco in prve 3 tekme imaš 0 točk, zubo si 0-3, on debel gleda, tam te vozijo eni spet neke ekipe, kot je recimo Kosovo, ki je vsem zdaj šok, da ne se zgazijo, ampak ljudje ne vejo, v kakšnih klubih igrajo te igralci Kosova. In meni je v bistvu na nek način, mi se ne smemo pogovarjati samo o 2 ekstremih, ali igramo vsi zadnji pa sam čakamo ali pa si podajamo. Jaz mislim, da mi moramo predvsem začeti igrati bolj energičen fuzbal, ker mi ne igramo presinga, to vemo, mi igramo z ekstremno nizko linijo, kar te verjetno tudi determinira biol na nek način, če smo pošteni. In zdaj jaz mislim, da moraš ti, da mora biti, da slovenska neka nogometna psiha je to, da je treba veliko teči. Se pravi, mi smo bolj vezani na nek zgodovinsko, nek germanski nogomet, ampak mi delujemo tekalno mrtva reprezentanca. In v bistvu mi neke te simptome, ki so se roko na srce že na Euro kazali, ampak smo takrat bili vsi euforični zaradi rezultata, se je zdaj samo prenesel v to obdobje, ker mi smo igrali na zelo podoben način tudi na Euro, s tem, da smo imeli nek drugačen ogenj, ampak mi smo se tudi branili, pa smo sem pa kaj malo zalutali gor, pa seveda visok nivo, da ne bomo podcenjevali nikakor. Ampak takrat tega nihče ni opazil, ker je bil, tako kot je rekel Marko, rezultat. Zdaj rezultata ni bilo, mi dejansko smo tako nekako strukturno pa taktično delujemo zelo isto. In jaz mislim predvsem, da ne smeš gledati samo, ali bomo igrali kariero, ali bomo pa igrali nek mega bunker. Mi moramo igrati nek bolj pozitiven fuzbal, verjetno zato potrebujemo hitrejše igralce, vprašanje, če jih imamo, in nek fuzbal, kjer bomo mogoče bili malo bolj proaktivni, ne zdaj, da mi moramo tle združiti, da bomo igrali kot Barcelona, ampak neki, ker to, vse mi poznamo, Kekova Reka ni izgledala tako. Kekova Reka je bila ekstremno energična, tekalna ekipa presinga, ki je tekla, ki je šla, ki se ni ustrašila, ampak se je znala tudi postaviti, sfajtati, pa če je bilo treba. In mi moramo nek ta miks najdeti, ne da mi zdaj čez noč mislimo, da bomo mi igrali kot Hrvati, kar ne bomo. Absolutno. Govorili smo o tem, da se Keku počasi tudi izteka pogodba in se bomo mogli vprašati, kako naprej. V primeru, da Zveza in Kek ne najdejo skupnega jezika za nadaljevanje sodelovanja, kako naprej? Smo res opredeljeni zgolj na neke notranje strukture, v smislu, da iščemo naslednike ali v pomočnikih, ali v selektorjih nekih mlajših reprezentanc. In če smo, oziroma zakaj nismo sposobni gledati tudi malce out of the box, malce izven koncepta Brda pri Kranju. Marinko? Ja, sej, marsikdo bi rad videl nekega tujca v naši reprezentanci za selektorja, ampak je spet še enkrat, zna biti dvorezni meč, tudi njemu ne zna, mislim, lahko da pride, pa ne bo naredil nič. Kot prvo, ker ne pozna našega okolja, kot drugo, ker je izbor igralcev izredno mali, kot tretji ne pozna naše lige niti, se pravi, bi najprej moral našo ligo spoznati, spremljati potem vse te igralce, ki igrajo v tujini, in nekako prilagoditi sistem na to naše okolje.
Zdaj, jaz osebno bi še vedno raje imel našega selektorja, se pravi slovenskega, ne vem, mislim, zakaj ne bi poskusili z nekom mlajšim, ki ima neko energijo, vizijo, ne vem, imamo enega, če se ne moti, Arnold, ne, pri Bravu, dela fantastične rezultate, že ko ga gledam, vodenje tekem in vse, se pravi, če rečem, lepo vzgojen, lepo vodi tekmo, prijazen, spoštljiv do ostalih klubov, do ostalih kolegov, trenerjev, tako da mlado ekipo, mislim, da imajo celo najmlajšo ekipo, med najmlajšimi ekipami v ligi, dela fantastične rezultate, to se pravi, da ni to, da je to prva sezona, mislim, da to že druga ali tretja njegova sezona, ne, in ima vedno dobre rezultate z njimi, ne, tako da, ne vem, zakaj mogoče z njim ne probati, pa pač reči, gledajte, te nove kvalifikacije, prve njegove, dajmo videti, kaj bo, dajmo mu priložnost, ne glede na rezultat, pa potem ne, on sestavi v tem času neko svojo ekipo, novih igralcev, mogoče, ne, z Sešerom na čelu, pa tem Tomijem Horvatom, pa pol pač narediti neko drugo, tako da pa probati, ne, zdaj pa, če vzajemo takoj tujca, lahko da bo zgodba uspešna, ne, lahko pa da ne, to seveda ne bomo nikoli vedeli. So, Marko, tvoji bivši reprezentančni kolegi trenersko že na tem nivoju, da bi se lahko lotili takšnega zalogaja, kot je mesto glavnega selektorja slovenske reprezentance. Vemo, da precej igralcev iz generacije 20, Južna Afrika je danes tako ali drugače vpetih v delovanje nogometne zveze. Ne bom brutalen, tako znam biti. Jaz mislim, da trenutno še ne. Skoraj vsi, če ne čisto vsi, absolutno kažejo perspektivo za resne trenerje in absolutno jih je treba tu podpirati in vključevati in te stvari delati. Samo to je tako kot v poslu, tako kot v kjerkoli, kilometrina je pač kilometrina. In naprimer, ne moreš reči, da en Boštjan Cesar ni trener za Maribor. Ampak v tem trenutku je bilo to prehitro. Kot v šoli ne gre preskakovati razredov, lahko preskočiš enega, iz 3. v 7. ne moreš iti, 4. mogoče lahko. Se mi zdi, da je to v tem trenutku še malo prehitro. Predvsem tudi v takem obdobju, ki je zelo, se pravim, da imaš ti neke super rezultate, pa pride neka ponudba, pač trener gre, pa imaš ti neko situacijo, ki jo moraš samo postaviti, je čisto drugačen moment. Zdaj si v enem težkem, razočaranem vzdušju, kot je naprimer bila situacija v Mariboru. Zelo težko takrat priti. Jaz tu gledam malo drugače kot Marinko. Mladi trenerji slovenski absolutno potrebujejo. Je pa res, da v reprezentanci je pa ena druga stvar. Tebi prihajajo igralci iz Atletico Madrida, Manchester Uniteda. Spratka, to je že malo ego. Vsak igralec, ki naredi kariero, je po svoje ego. In tu rabiš ti neko persono, rekel, nekdo, ki boš ti, predvsem, ko je težek trenutek, ko stvari grejo, ni težko slediti. Ko ne grejo, vedno prije do tega, se vprašaš, čakaj malo. Jaz igram tam, a je tu zmožen slediti, tu bi imel po moje, naprimer, mlajši trenerji zelo velike probleme, kako to klimo takrat nastaviti. In v tem trenutku jaz mislim, da rabiš ti, Matjaž Kek to je, za sabo ima ogromno rezultatov, ima nekaj pokazati. In je ta persona, o kateri govoriš? Mu lahko slediš, mi smo mu sledili. A se je spremenil on po svetovnem prvenstvu v drugih kvalifikacijah? Je, se. Tako se trenerji razvijajo, tako tudi Matjaž Kek, jaz mislim, da ni tista oseba, kot jaz poznam iz Afrike. Se pravi, ima malo drugačno retoriko, predvsem do fantov in tega in na koncu mora on, se mi zdi, da največ je zdaj na njemu, a on čuti, ker mislim, da je to v športu najbolj pomembno, predvsem tudi reprezentanci, zato tudi razumem retoriko predsednika, se vsest, videti, a čuti to kemijo, da mu igralci sledijo, a ima on to energijo videti, kaj je šlo narobe in kaj se da narediti, oziroma kaj se lahko naredi naprej.
Če pa posežeš, da pač to ni možno, je pa za moje pojme, zelo nelahka naloga. No. Imaš enega Boštjana Cesarja, ki se ponuja, ampak jaz mislim, da v tem trenutku še prehitro. Predvsem po epizodi po Mariboru. Jaz mislim, da absolutno prej slej Boštjan Cesar kaže in je lahko selektor. Po tujcu je spet, tu se absolutno strinjam z Marinkotom, ti nekaj prinese, z neko avtoriteto, neko zunanje znanje, je pa spet, smo zelo specifična država, ki nismo ne Balkanci, ne severnjaki, skratka smo neki vmes, zelo nezadovoljni, zelo kritični, zelo mali bazen. Tako da ni lahko vprašanje, zelo kompleksno. Je pa res, da treba, to je pa tisto, kar jaz mislim, da nogometna zveza mora narediti. Kaj si želimo? Predvsem bolj alarmantno se mi zdi, da je stanje v mlajših reprezentancah, predvsem v 21, ki je za mene rezultat pokazal, da imamo letošnje zdaj totalen poraz. Se pravi, nek sistem narediti, kaj želimo pripeljati do reprezentance, potem pa seveda, kaj želimo z našim nogometom narediti, kak nogomet, kaj je sploh zmožno. Seveda, to je dosti enega nogometnega znanja, dosti enega nogometne vizije. In pa imaš kar nekaj imen, ki se ponujajo, ki jih trenutno v nogometu ni. Pa se moramo vprašati, vse si vemo, zakaj. Nogomet potrebuje vsakega, potrebuje vse, a je zdaj to moment, a ni moment, kakšni vlogi, kaj ni. Jaz mislim, da nekatere, vse se že to prehitro pozabljamo, nekatere uspehe, prehitro grejo mimo, od trenerjev do funkcionarjev, do tega. Pa te bom izval, Marko, v kakšni vlogi vidiš v reprezentančnem delovanju Zlatka Zahovića? Jaz, kolikor poznam Zlatkota, pa mislim, da ga zelo dobro poznam, je človek, ki je lačen in ki ima zmožnost biti na večjih funkcijah. Od predsednika do selektorja. Seveda to je seveda čisto pogovor z njim, v kateri vlogi se vidi, v kakem stanju je, oziroma vemo, da ga že nekaj časa v nogometu ni, kar je škoda. Pa ni samo on, se pravim, je kar nekaj imen. Je pa res, da treba zaenkrat smo bili v neki coni komforta, to v nogometu ni dobro. Ta cona komforta ubija. Se ti zdi fajn, vse je urejeno, nimam nekih velikih problemov, a preko slej potem trčiš na neki zid in to cono komforta moraš razbijati takrat, ko je najlepši. Se pravi, euro, uspehi, super, takrat razbijaj to cono komforta, najdi nekaj, to je pač, da potem konstantno stremiš in se ne uspavaš in to so zdaj tisti, po moje, vprašanja, ki se zdaj na nogometni zvezi mogli vsesti, pomeniti in videti, ali vključite ljudi, ali ni moment, ali si oni to želijo, ali je sploh čas za kakšne menjave, skratka se ne pravim, menjava nikoli ni dobrodošla, ni tudi vedno nujna, tudi ne prinese vedno stvari, ampak lahko pa naredi neke premike. Cono komforta so letos razbili pri Liverpoolu, in sploh ekipa zabila $500 milijonov za ukrepitve, pa grozovita sezona v nastajanju, ampak ne bomo o angleškem nogometu, že dovolj govorimo. Marko je govoril o personi. Kolega Cirman se je pred dnevi dobro izrazil, da ta selektorski položaj bi mogel biti neke vrste kot ravnatelj v osnovni srednji šoli, nekdo z avtoriteto, nekdo z retoriko. Vemo, kako zelo v zadnjem obdobju te trenerske smernice strmijo k temu, da so trenerji retorični. Tudi v slovenskem reprezentančnem prostoru smo imeli neko obdobje težave s tem. Kek je, kar se tiče retorike, bil vrhunski, njegove izjave po tekmi je človek z veseljem poslušal, ker je bil zanimiv, ker je bil zelo retoričen. Ampak ko govorimo o tej personi za morebitnega naslednika, no se mi absolutno nismo tle na položaju, da odpisujemo Keka, ampak a ne bi bilo škoda iti zdaj v nek eksperiment, ko imaš ti generacijo, ki, kot smo rekli, lahko še dva kvalifikacijska ciklusa oddela na zelo visokem nivoju. Pri vas 20 takrat je bila situacija drugačna. Ste se vi počasi poslavljali in potem s to neko tranzicijo in novim selektorjem nekako lažje zapakiraš ta prehod. Zdaj tle, ki imaš hrbtenico, ki imaš avtomatizme vzpostavljene,
škoda bi bilo ne iti s tem tokom oziroma ga zavoziti? Jaz bi rekel tako, prvo kot prvo, mislim, da tujce vzemajo predvsem reprezentance, ki so obupane, ne, in ki so izgubile malo svojo pot in se zaneseš na nekega tujca, da ti bo on zdaj prinesel ne vem kaj. Jaz mislim, da za razliko mogoče kakšnega balkanskega trenerja, ki bi imel mogoče tudi neko povezavo s Slovenijo ali pa veliko ime, jaz mislim, da to drugače ne bi delovalo. Ti moraš v bistvu, ko se pogovarjamo o tem našem štimu, ti moraš to prebuditi v ljudeh, ne moreš ti sam prijeti pa malo dva stolčca postaviti, pa bojo ljudje kar te sledili. Ne. Tako da jaz bi to prvo stvar takoj vrgel, definitivno nisem za trenerje, začetnike, kot je rekel Marko, njegove bivše soigralce, jaz mislim, da na reprezentanci se ti lahko imaš feeling, ampak tle se ne moreš učiti. Jaz mislim, da tle ne moramo, jaz prva stvar bi rekel, da če Matjaž Kek, če mu ta ekipa še sledi, to jaz pač ne vem, jaz mislim, da bi bilo smotrno nadaljevati vsem. Vem, da je klima se negativna nabrala, rekel bi mogoče v nekih momentih zihar tudi pretirana. Pač tako je v tem instant svetu, da se ljudje prenajejo nekih istih fac, to vemo. Ne. V končni fazi se je to zgodilo tudi Zahoviču pa Milaniču v Mariboru. Na koncu, če smo pošteni, čim je malo rezultat padel, so ljudje planili in so vrgli ven vse frustracije, ki so jih mogoče prej malo držali notri. In jaz mislim, da če pač Kek, zveza, Kek, kdorkoli se odloči, da to ne funkcionira več, jaz mislim, da imaš tle, če gremo v nek izkušenost trenersko stroko, lahko razmišljamo samo o Milaniču pa Šimundži. Tako jaz vidim, jaz nekih drugih imen v tem trenutku, mogoče sem komu naredil krivico, ne vidim. Oba se mogoče tudi nekako vklapljata v to, da sta imela nek tak podoben nogometno idejo, kot je ta, kad nas je nekako vodila. Je pa druga stvar, da se moramo tle vprašati dejansko, jaz mislim, ok, Zahovič lahko seveda ga vtakneš kamorkoli, jaz mislim, da se dejansko on, če smo čisto brutalno iskreni, ne stika s silami, ki trenutno obvladujejo slovenski nogomet. Mislim, da pač vsi, ki delujejo v njemu, so jim pač te stvari kristalno jasne in da pač Zahovič je iluzija. Na drugi strani je pa tako, da jaz mislim, da zveza mora sama sebi postaviti nek sistem. Ne. V končni fazi mi imamo direktorja reprezentanc, ki ga jaz pogrešam v nekem javnem diskurzu kot njegova prisotnost, se pravi, tle se neka Kekova prihodnost na klopi nogometne zveze meče na predsednika, ker mislim, da pač v neki resni organizaciji ne bi smel biti tista figura, ki bi postavljala pa menjala selektorje. Mislim, da na nobeni svetovni zvezi tako ni, resni, in da pač mi moramo predvsem postaviti strukturo. In če mi govorimo, recimo, če se vračamo nazaj v neke uspešne strukture Zahoviča in Milaniča, jaz mislim, da moraš imeti neko to navezo, ker tudi jaz mislim, da tudi reprezentančni nogomet postal preveč kompleksen, da je to samo en mal zbere, pa se mal gremo. Ne. Ti moraš s temi ljudmi se pogovarjati, moraš do njih potovati, moraš jih gledati, moraš 100 stvari se z njimi ukvarjati. Ne. In kaj nam v bistvu, če gledamo mi, kako se formirajo slovenski igralci. Prvo kot prvo v tej reprezentanci, jaz mislim, da skoraj nikogar ni kaj šel z izjemo Šeška, ki je to preraslo po Oblaka s 15-16 leti v tujino. Ne. Se pravi, kot kaže ta pot za razvoj slovenskega reprezentanta, več ali manj ne pije vode. Jan Mlakar je ena izjema, pa se je pol vračal pa prek slovenskega lige dejansko naredil kot večina teh fantov. Drugo, v zadnjem času smo se veliko pozornosti na zvezi, zaznavam, namenili temu, da mi iščemo neke igralce po diaspori. S tem realno tudi nismo imeli nikoli nobenega uspeha opaznega. Ne. Se pravi, jaz mogoče tle pogrešam, da bi se mogoče tudi zveza malo zazrla vase, pa se vprašala, če je strukturno zratala nekoliko preveč staromodna. Ne. Se pravi, da ti moraš v bistvu preslikati tudi neke klubske strukture vodenja tudi na nogometno zvezo. Ne da to funkcionira še vedno tako, mal je predsednik, mal je selektor se odloča, predsednik se odloča, bo selektor imel ali ne, to pa vemo, da ni čisto tako, da to zdaj zelo simplificiram, ne. Ampak in iz tega pol vse izhaja, naš model, naš sistem, kako mi črpamo iz mladih reprezentanc, kaj se tam dela. Mi smo se pa tudi odločili za nek model, da v mladih reprezentancah funkcionirajo
ne bomo rekli najboljši razvojni trenerji, ampak trenerji, ki so bili bivši reprezentanti. V redu, to je pač legitimen pristop, ne. Ampak a je pravilen, a se bomo vprašali kaj glede tega, na kakšen način mi produciramo igralce in na kakšen način jih pripeljemo do članske reprezentance. Jaz mislim, da so to bolj neka legitimna strukturna vprašanja, ne samo to, da bomo zdaj mi Keka zamenjali, pa bo kar vse hojladra. Mislim, da je to v tem trenutku, kar se mogoče ljudem zdi največji problem, jaz mislim, da je to najmanjši problem. Super trenutek je, no, za izpostaviti, ker kot ponavadi, ko vse gre, nekako pozabimo na to. To je idealen trenutek, da nekaj narediš, da si rečeš, ok, moram narediti nekaj. In se to je normalno, se tako je v življenju, kjerkoli je. Pač pozabiš, ko je vse super, se lahko dosti kaj skrije in je pač fajn trenutek, da lahko rečeš pismo, lej, imamo še nekaj za narediti. Ne? Marinko, pogrešaš reprezentanco v Ljudskem vrtu? Absolutno. Mislim, normalno, ne? To ni nobene debate. Ne? Ne glede na to, da moja generacija pač smo imeli možnost tudi v Ljudskem vrtu igrati, ne? Ampak je bila želja takrat vseh reprezentantov, da se večina tekem igra v Ljubljani za Bežigradom, ker se takrat pač ustvaril neki kult tistega stadiona, navijaštva. Vemo pa, da največji uspehi, bi rekel, tisti najbolj pomembni koraki, zadnji koraki so se dejali v Ljudskem vrtu. Ne? Tako da Ljudski vrt ima tisto energijo, ki Ljubljana nažalost nima. Mislim, verjetno se bo kdo zdaj obregnil te moje besede, pa bomo mogoče začeli kritizirati, ampak jaz sem drugače Primorec, Koprčan, živim v Mariboru, delam v Mariboru, ampak navijaštvo v Ljudskem vrtu je popolnoma neko drugo, kot je v Ljubljani. Bil sem kot gost v studiu tudi na enih 2 tekmah v Ljubljani, v preteklih, bi rekel, kvalifikatorne teme, malo prej, pa me ni navdušilo. Skratka, smo pa od tistega časa, ko ni več tega skupnega navijaštva, se pravi združenih navijačev, ko se vse to nekako oni navijajo zase, ovi zase, spaj niso skupaj, ne, in potem čakaš na onega na ozvočenju, da bo rekel, dajmo Slovenija, Slovenija, ne, mislim, meni je to smešno, ne, to mora biti spontano, to mora biti iz navijača, ne pa da ti nekdo narekuje. Tako da v Ljudskem vrtu je absolutno si zasluži reprezentančne tekme, seveda postavijo se neki pogoji o navijaštvu, če bi to bilo zakonsko že urejeno, to navijaštvo verjetno ne bi bilo, danes se ne bi o tem pogovarjali, da je rizično organizirati tekmo v Ljudskem vrtu, ne vem, sam osebno ne vidim, zakaj bi bilo rizično. Je pa res, da je tam malo težje vse skupaj zaradi parkirišč, zaradi vsega skupaj, ampak Ljudski vrt je vseeno Ljudski vrt, ne, Bežigrada več ni, to se pravi, če govorimo o nekem kultnem stadionu v Sloveniji, je to danes Ljudski vrt. Približuje se večni derbi. Kakšno je stanje duha v Mariboru, kar se tiče klubskega nogometa? Tiho, kar ne bi smelo biti. To je nekaj narobe. Ko v Mariboru tiho, veš, da nekaj ne štima, ko mesto ne govori, ko se ne išče karta več, pa veš, da nekaj ni okej. Jaz mislim, da Ljubljani ni idealno. To je trenutno en velik problem slovenskega nogometa, 2 velikana z ogromnimi težavami. Ampak kljub temu, derbi je derbi in jaz mislim, da v Mariboru ko se pokaže iskrica, mala iskrica, jo zagrabijo in zato verjamem, da iščemo trenutno v Mariboru pač iskrice drugje, ne pri nas, z odhodom določenih ljudi, z spremembami po zimi, in se pač tega oklepaš, da tu je iskrica, da se vrneš, je pa res, da za zmago na derbiju, pa za mogoče nekim kiksom prideš takoj na neko bližino, ki ti daje upanje in to v Mariboru vemo, da zelo hitro zanetiš, v nogometu se zelo hitro spremeni. Tako da jaz vseeno pričakujem spet neki derbi, kar neko lepo kuliso, mogoče ne totalno razprodano, ampak sigurno bi bilo vredno en dober moment, ker se lahko spet vse zakuha. Je pa res, da ni to tisti derbi, ki smo jih neki navajeni, ko prijeta ekipi na lestvici na nekih mestih, res da Maribor drugi, ampak Celje zaenkrat beži.
Tako da tista idealna kulisa ne bo, ampak derbi je derbi. In jaz verjamem, da se da marsikaj, sezona je še dolga. A je to isti klub za vaju oba? Je to isti klub, ki ga poznata, ki ste ga poznala? Ne, to ni. Maribor je zaplujene druge vode. Predvsem, kar meni je nerazumljivo, da imaš res eno finančno moč, ki je v Mariboru bila dolgo polemika. Jaz se spomnim veliko govorov Zlatko Zahoviča, da delam nenormalnih, da je to nenormalno delo športnega direktorja, kar je v tujini. Zdaj trenutno Maribor je na tem nivoju, kjer se dela normalno, se pravi, imaš ti sezono finančno pokrito, imaš finančno moč, imaš stvari, tiste, v katerih pač športni direktor ne bi smel razmišljati, pa v starih časih smo mogli, tu je malo skregano z logiko, da je to kot težav, oziroma se tista identiteta res tako v kratkem času porušila. Tako da ja, po eni strani ni to Maribor, ki ga poznamo, ampak po drugi strani pa vseeno, to je krasilo vedno Maribor. Še vedno se stoji nekako zadaj, še vedno se verjame, še vedno se lahko obrne, to je tudi tista najlepši čar Maribora nogometa, ko lahko najdeš tudi v brezupnih primerih neko istrico, pa se stvar obrne. Je pa res, da trenutno to iskrice težko najti, malo težko je najti neko nit, kateri bi videl, da se v to izplava, ampak Maribor ni edini, tudi Olimpija ima svoje težave. Trenutno res slovenskega nogometa svetla točka je Celje, ki pa se lahko isto zelo hitro spremeni. Vemo, da prestopni rok se bliža, govoric je ogromno in lahko se zgodi marsikaj. Kakšen odnos modernega Maribora do vas, legend kluba? A obstaja? A tebe kdo povabi na tekmo? Ne, jaz nisem bil nikoli povabljen, niti ko je Zlatko bil, če smo iskreni. Se pravi, nisem nobenega vabila nikoli dobil. Tako da glede tega bi rekel, odnos do nas, pod narekovaji teh mariborskih legend, je približno isti. To se pravi, nismo bili povabljeni na nič, nobenega organizacije. Še enkrat, ko smo imeli, ko je bila 10. ali 15. obletnica prve lige prvakov, so skušali organizirati neko srečanje, ki pa je bilo prej podcenjevalno, kot pa kaj drugega. Tako da, tako kot je Marko rekel, sploh zdaj ne pričakujem, se pravi v tistem času, ko sem pričakoval nekaj, ni bilo ničesar, zdaj pa, ko pa nimam nobene povezave s tem klubom, ne vem, če poznam mogoče 3 ljudi v tem klubu, pa ne pričakujem pa popolnoma ničesar. Tako da načeloma tudi sam na tekme sploh ne hodim, raje gledam doma na televiziji, ker tudi vidim posnetke, ker vidim situacije, ki jih tam ne vidiš, od tega vara pa vse skupaj, se pravi. Tako da, tako kot je Marko rekel, ni več neke pristnosti do tega kluba, finančno so v dobrem stanju, vse ostalo pa, jaz se tudi že tu ponavljam večkrat, tudi javno kritiziram ta način, kje so naši mladi, ni jih, kje so naši fantje, medtem ko Celje odigra evropske tekme včasih celo 7 slovenskimi igralci v ekipi, zakaj ne more en Maribor ali pa moj Koper doli, ne more imeti vsaj 5 slovenskih igralcev v ekipi. Tako da z Markom smo se večkrat temu tudi pogovarjali in pač dejstvo je, da nas pač to vse moti. Isto je verjetno v Ljubljani, popolnoma ista slika. Zakaj v Ljubljani tudi ne more v Olimpiji igrati 5 domačih fantov. Tako da, zdaj, če se jaz navežem sploh na to, da to je že taka globalna zadeva in jaz sem sicer upal, da v Sloveniji do tega ne bo prišlo, ampak že če gledam, ker imam pač sina, ki igra drugo ligo člansko, pa je bil, ne vem, 2 leti v Velenju, zdaj v Bistrici, pa pač spremljam
tudi drugo ligo, slovensko, ne pa že v drugi ligi. Ni tega te želje po domačih igralcih, ne, ampak prevladuje večinoma klubih tujci, tako da absolutno premalo se da pozornost na domače fante v nogometnih šolah, tako kot je že bilo mogoče na kratko omenjati, ta sistem je treba absolutno spremeniti. Ker je, recimo, jaz sem zdaj bil na enem turnirju, se pravi U9, U10, U11, pa gledam tisti sistem, kako ga igrajo, samo na rezultat trenerji, ne, pa golman iz roke nabija na drugi gol, pa iz avta šutirajo na gol, če se bo golman slučajno dotaknil te žoge. Se pravi, podvrženi so absolutno samo rezultatu, to govorimo o otrocih 8, 9, 10, 11 let starih, ne. Kar jim ni za zameriti po eni strani, ker so starši vzadaj, ki pritiskajo na rezultat, sami si želijo tudi čim več nekih rezultatov, da bi mogoče prišli med, ne vem, U15 ali pa U17 za trenerja. Tako bi rekel, ne, hvala Bogu, jaz sem svojo nogometno šolo, svoja pravila in delam po svojih načelih, tako da, ampak težko mi pa je gledati to slovensko sceno nogometno, da se dejansko že v mlajših kategorijah klubi ne oslanjajo na svoje igralce, ampak jih vozijo vse povsod. Tako da upam, verjamem, da se bo enkrat to spremenilo, pa da bomo res lahko ponosno gledali na naše fante. Marko, v tvojem delovanju v vlogi športnega direktorja v NK Mariboru je tega vključevanja slovenskih fantov bilo več. Uspešno ste takrat tudi prodajali, odšla sta Vipotnik, Kolmanič za dobre transferje v dobre lige, odšel je Makombu, Volodar, to so bili zelo, zelo dobri prestopi, ki so se pa potem nekako v javnosti želeli malce prikriti, jih potučkati, potapkati, te mogoče v nekih trenutkih tudi očrniti, ampak zdaj, ko potegneš črto, je drugače. Teh prodaj ni več tako, kot je bilo v tvojem času. Kako ti doživljaš ta tvoj odhod iz vloge športnega direktorja, predvsem v tem nekem smislu javnosti? Jaz niti javnost nisem toliko, nikoli me niti, ko sem igral, niti to, vem, kaj sem imel na voljo, kakšna je bila situacija in kaj si lahko naredil. Zdaj primerjati situaciji zdaj s tem, kar je bilo prej, je sploh brezpredmetno, ker kot Celje, kot Maribor, kot Olimpija delujejo na drugačen način, kot smo pa delovali takrat od Zlatkota naprej, ker si pač moral razmišljati drugače. Zdaj je pač, zgodba Celja je lahko tako uspešna, ker pač jaz, na primer, nisem imel možnosti zadržati nekaterih stvari, ker si bil primoran prodati, zato da si lahko, pač športni del je moral nekako pokriti luknjo oziroma poslovnega dela, finančnega. Tega zdaj v strukturi Maribora ali Celja ni, ker pač enostavno sezona je pokrita, budžet je zagotovljen, ker samo pogledajte, predstavljate si to ekipo Celja brez Karničnika, Kvesiča in Kovačeviča, ki bi po vseh realnih delovanjih, ki smo delovali mi, po zimi morali iti. To Celje se verjetno ne bo dili niti za vrh slovenske lige, kaj šele Evrope. Ti bi jih mogel prodati že konec avgusta. Ja, verjetno. Se pravi, te primerjave so, bom rekel, kako je Zlatko govoril, delujemo nenormalnih. Želel bi si, da pridem na klub, pa mi rečejo, imaš budžet 2-3 milijone. Tega takrat ni bilo, to zdaj je. Se pravi, zdaj v bistvu neka meka tega delovanja. Je pa res, da, kar je meni nelogično, je, da se v tem ne ustvari neki rezultat oziroma neko delovanje. Tako da ja, takrat pač je bilo to primorano. Jaz osebno Makambuja, Vipotnika, Žugla in Kolmaniča ne bi prodal, vsaj v tistem trenutku nikoli. Prvi zato, ker je bil šele začetek, se pravi, bi cena sigurno rasla.
ni bil tisti idealni timing, poleg tega pa si bil v nekem glih sestavljanju, kjer ti bi še lahko doprinosil. Skratka, ta timing totalno napačen, ampak enostavno tako je bilo. Enostavno si mogel zagotoviti sezono do konca, dati Maribor na kocko, a bo sploh preživel ali ne, absolutno tega. Si jaz nisem želel prevoščiti, niti se ne bi želel igrati z ognjem v takem klubu. Tako da zdaj, to so pač te primerjave, ampak kljub temu, ko pogledaš, nam je pa uspelo narediti en remont v Mariboru, kjer jaz mislim, da je bilo najtežji trenutek, kjer si mogel zamenjati eno ekipo, ki je bila skupaj 6-7 let, ki je ustvarila 2 ligi prvakov. Posloviti meni osebno najtežje delo športnega direktorja Maribora je bilo upokojiti Handanovića in Tavareša, ker si vedel, da za njih zamenjavo tako dobiti je nemogoče, za Tavareša sploh. Potem pa zamenjati nosilce Ibrahimi, Filipović, Šmertel, Viler, Rajčević, jaz konec koncev, tudi ti Denis izhajal. Skratka, en kup igralcev, ki so bili skupaj dolgo, ki so se ustvarjali, zamenjati. Kaj zdaj narediti? Najti neko novo stvar in konec koncev nam je uspelo, vsaj nekem Maribor, jaz še zdaj trdim, je bil samozdržen. Še zdaj bi bil samozdržen. Se pravi, nujnost, da bi Maribor propadel, to je pa res, da bi bil težko konkurenčen. To se pa strinjam. Slediti star način delovanja Maribora Celju, Olimpiji, zelo težko. Se pravi, vemo pa, kakšne so apetite Maribora. Tako da to je ta resnica, da pa bi Maribor brez te zgodbe, ki je propadel, ne, to sigurno ne. Je pa res, da vprašanje, če bi bil konkurenčen. In v tistem trenutku je pač to delovalo tako si mogel delovati. Res, da je bilo to konstantno sestavljanje nekih mozaikov in res, da nam je zmanjkalo malo. Skratka, dvakrat smo bili z tistim budžetom na robu Evrope, se pravi, izpadli v play-offu, pa smo imeli dvakrat manjši budžet, kot je zdaj v Mariboru. Uspeli osvojiti eno prvenstvo, tako da tu bi se verjetno stvari dogajale drugače. Zdaj pa trenutno smo v situaciji, kjer izpadamo v prvih, drugih krogih. Tako da to je tisto, kjer bi se mogli vprašati, kaj moramo delati drugače. Ker imamo finančno moč, imamo vse, je pa res to, kar je Marinko rekel, identiteta kluba je tista, ki se ljudje potem lahko na njo navežejo in to je tisto, kar je Maribor zdaj trenutno izgubil. In tu mora narediti neke korake nazaj. Je pa to večplasten problem oziroma večplasten, ker se kar ogromno stvari mora poklopiti. Je pa res, nogomet se spreminja, se pravim. Danes je vlaganja so vse večja, liga se malo deli, tako da jaz pa na strani celo cenim, kaj Bravo dela za tem proračunom, res lepa zgodba. Je pa res za vprašanje, koliko časa bo to lahko delali, ker vidimo, da je postala liga zelo draga. Skratka, se lažje v slovenski ligi. Meni je nenormalno, da najboljši igralec, za moje pojme Žan Karničnik, in reprezentance je še vedno v Sloveniji. To je fant, ki mora igrati v tujini. Za ta denar mora biti v tujini. Se pravi, že to je nekaj, kar je meni malo nepredstavljivo. Pomeni, koliko se je dvignalo tudi finančna moč Slovenije. Po drugi strani se pa dela tisti razkol, kjer imamo malo slovenski produkt, ki je realno pogledano slovenska liga, malo nezanimiv in tu bi bilo treba narediti neko revolucijo, kot je mogoče naredil Aleksandar Čeferin za Ligo prvakov. Nekaj novega, neki boom, da se nekaj zgodi. Marko, Marinko, Tine, hvala za izčrpno in kvalitetno nogometno debato. Mi pa se že za vikend vračamo nazaj k najmočnejšim evropskim ligam, tudi v prvi vrsti.